pozdravljam med nami zelo različne predavatelje, zelo različnimi temami. Tole je letos že tretje redno mesečno predavanje, ampak prav posebej bi pa še pozdravila s prav posebnim veseljem gospod Lidijo Slana. Namreč pred skoraj 20 leti sem prvič slišala za to gospod, pravzaprav za njeno knjigo Brdo pri Kranju. Spomnim se, da so jo nekako prodajali kot v modrem žarnetu, knjigo v modrem žarnetu, rezano zlatom in tako naprej. In spomnim se tudi, kako so kolegi govorili, gospa ni zgodovinarka, ampak piše zgodovinske knjige, se pravi takšne, kot bi jih pisali mi. Tako da res lepo pozdravljeni, hvala, da ste se odzvali v našem vabilu. Medtem gospa objavila knjigo že v Bečem in napisala še več člankov, tako da zdaj pa kar vabim, pa tudi vas potem poznaje, da boste postavili vprašanja. Skratka, zgodovinarji in aktivisti smo velikokrat premalo navdušeni, tega navdušenja ne manjka gospoditi, tako da upam, da bomo to začuli tudi skupaj predavati. Najlepša hvala. Torej, gospa dr. Gorčeva me je že malo se predstavila, takole, mogoče tudi preveč intimno, vse to ni rečeno, da je tako navdušenje je, ampak če nisi, recimo, študent, nisi študiral zgodovine, v vseh tistih na filozofski fakulteti in tako naprej, če nisi delal izpitov, takrat si moral res veliko vse preštudirati, je potem, ko se spomniš nekje v srednjih letih, da bi rad uresničil to zanimanje, ki traja že od otroških let, moraš toliko preštudirati, da včasih bi človek obupal, ampak res, kot je gospa povedala, tukaj je neko navdušenje, neka zadeva, ki te žene naprej, ker ko začneš raziskovati našo zgodovino, posebno našo zgodovino Kranjske, Goriške, Bele krajine in tako naprej, nekaj odkriješ, si vas vesel, potem greš pa naprej in to te tako zagrabi, da ne moreš nehati. Jaz v bistvu že 20 let se s temi stvarmi ukvarjam, takole malo za hobi, se pa upravičujem, ker sem nekako brez glasu danes. Zdaj ne vem, a me slište, vsi doveli, če bo glas kaj propadel, mi povejte, pa bom se potrudila. No, tako da v decembru me je dr. Golčeva poklicala in vprašala, če bi imela eno od teh predavanj. Zgleda, da res zbirajo vse sorte ptičke tukaj, da predavajo. Ne strokovnjake, ker tukaj ste videli iz arhiva veliko, ki vse te zadeve že dobro veste, ampak se veste tako, če živiš ves čas v Ljubljani, potem ne veš, da je to res najlepše mesto na svetu. Iti moš ven, pa potem nazaj, pa vidiš, da je to res. In zato tudi ljudje, ki ste iz stroke, včasih rabite mačka spodbude od zunaj. In mislim, da je ravno to ta vzrok za ta predavanje. No in zakaj sem bila pa vesela, ker me je gospa dr. Golčeva poklicala? To mi je predlagala, da bi se lotila imenske knjige. Temu je kriva pa kronika iz leta 2010. Verjetno poznate kot strokovnjaki kroniko, To je časopis za slovensko krajevno zgodovino. Izhaja 3-krat na leto in ena številka je ponavadi tematska. No in leta 2010 je bila tematska številka Bela krajina in tukaj sem jaz imela članek o semiških gradovih. 5 gradov, to je bilo grozno, nobenega ni več, treba je bilo pa opisati njihovo zgodovino. In tukaj je bila tudi rodbina Sevenič, ki bo pač predstavljena danes v imenski knjigi. In ravno na pobudo dr. Volca, ki je napisal obširno gradivo o Semiču, ko sem ga prebrala, sem videla, da tam noter objavlja imenska knjiga. Kaj pa je to imenska knjiga? In kar sem rabila za tale Semič,
je bilo vse v tem gradivu dr. Golca že napisano, katera stran, kaj in kako naprej. Ne? No, potem sem to uporabila, šla sem pa, ker me je zanimalo še pogledati knjigo. Ne? No, in enostavno je potem nastal ta članek, ki je bil precej poudarka je bilo na podatkih iz imenske knjige. To bomo še videli, da je. No, in potem sem pa pustila to primeru, ker Semeniči so bili familija, ki so bili tudi drugot razširjeni, ampak bila sem samo ta majhen delček, da sem naredila rodovnik in te stvari. Ne? In zato sem bila vesela, ker me je spodbudila in hvala vam še enkrat, ker sem se potem, ko sem se pripravljala na tole, odločila, da bom šla o tem naprej, da bom obdelala celotno familijo. Ne? No, to bo treba pa potem še kar precej iskati. Tako da ta drugi del naloge bo precej konkreten, ne? Posvečen belokranskim semeničem, ampak če hočemo narediti en uvod, če hočemo priti do te imenske knjige, zakaj je bila narejena, kako, zakaj se je in kako lepo se je ohranila, moramo pač malce nazaj v zgodovino. Če ste zgodovinarji, arhivisti, verjetno precej poznate. Ne? Ker Kranjska je bila dežela, 1364 je postala Vojvodina, ne? Ampak še vedno se je uporabljal izraz dežela. Ne? In vsaka dežela, kot samostojna država, bi lahko rekli, ima neke konstitutivne elemente, kateri so to, ne? Pri nas zdaj je ustava, ne? Tisti prvi in tako naprej, pa vlada, pa državni zbor. No, in ti elementi so bili kaj? Deželno pravo, kot del svetovnega reda. Med pravom pa pravico takrat ni bilo nobene razlike. Zakaj? Zato, ker pravo je bilo božji dar. Ni bilo dar nekoga vladarja ali plemstva ali kogarkoli. Ampak prihajali od Boga in vsi so bili omejeni, morali so ga uporabiti. Deželni knez, deželni gospod, ponavadi je bil to deželni knez, če je bila dežela Kranjska, po 1435 je bil to Habsburžan, je bil deželni knez. Če je bila to dežela, oziroma ne dežela, grofija v Marki v Metliki, ki je imela atribute dežele, je bil to goriški grof. Če je bila to celjska grofija, je bil to celjski grof, ko je bil poknežen. No, in ta deželni gospod, njegova naloga je bila, da je zaščitil red in pa pravne običaje. Neke običaje, ki so se oblikovali v dobi feudalizma in so se jih vsi morali držati, nazadnje so jih pa morali tudi napisati, ker so rekli, vse, kar je napisano, drži, drugo ne drži in potem so postala ta pravila napisana. No, in kdo je bil še tretji element dežele? To so bili pa deželni stanovi, ki so se zbirali na deželnem zboru. Ne? Kako imamo pa zdaj že mi? Državni zbor, ampak nimamo državnih stanov, ne? Tega nimamo več. Vidite? To je zdaj razlika v današnji Sloveniji pa takrat, ker takrat so bili pa deželni stanovi, ker hierarhija v feudalizmu je bila zelo, zelo stroga. Ne? A kdo od vas ve, katere dele so imeli deželni stanovi, katere klopi, kot so rekli, kurije? Koliko jih je bilo? 4, ne? Prva klop je bila prelati, duhovščina. Ne? Oni so bili nekaj posebnega. Druga in tretja je bilo plemstvo, ampak to plemstvo je bilo spet deljeno. To je bilo kar hudo. V drugi klopi so bili gospodje, to se pravi barovi grofje, ki jih je bilo pri nas v tistem času, v 14. in 15. stoletju zelo malo. Tretja klop je bilo vse ostalo, nižje plemstvo, to se pravi vitezi, plemenitih prode in tako naprej. No in četrta klop so bila pa deželno-knežja mesta. In če takoj še nekaj povemo tukaj, nad prelati, duhovščino in deželno-knežjimi mesti je imel roko direktno deželni knez. Medtem ko so pa plemiči, druga in tretja klop, oni so pa živeli na svojih gospodstvih in so imeli pač tudi te svoje pravice, recimo sojenja svojim podložnikom in tako naprej. No, medtem ko pa
pozabiti in to je konstituiralo vsako deželo. Torej, spoštovanje navad in zapisanih privilegijev, zapisanih. Ne? Torej, v stoletjih so se izoblikovale določene navade, kakšne recimo dedovanje, kazni, kakšne je sodstvo in tako naprej. No, in to se je potem reklo, ko se je to zapisano, se je reklo, da so to privilegije. Zakaj? Kdo je bil privilegirani stan? Ja, jasno, da plemstvo. A ne? Poglejte, v teh 4 klopeh tle ni bilo kmetov. A ne? Oni so bili samo podložniki. In plemstvo je imelo svoje privilegije, ki si jih ni pustilo vzeti in zato jih je moral potem deželni knez zapisati. Potem kasneje bomo videli, kdaj so bili zapisani za kraljestvo. No, in kaj so ti privilegiji pa imeli? To je bilo privilegijsko pravo, to je bilo reguliranje sodstva. Kdo sodi lahko komu, kako, kaj za lažje prekrške, kaj je širši. Velika tatvina je bila kazen umor. Kazen je bila smrtna kazen. Ne? Če je bilo pa kaj manjšega, je pa lahko, pa ni bilo tako hudo. No, potem fevdno-pravnih. Vemo, da je to doba feudalizma. Fevdalec, ki je dajal v fevd svojemu oprodi, vitezom in tako naprej. Potem vedno-pravni, kdo je lahko dedoval fevde, kdo je lahko dedoval, a ne, pa so tudi ženske lahko dedovali, ali ne, ali bratje, sestre in tako, ne. Potem premoženjska prava in tudi vojaška obveznost. To je bila, ker zdaj pridemo pa do tega, kar je pač današnja tema. Na vabilu imate napisan, da bomo govorili o davkih, a ne? In kako pridemo do teh davkov? Naslov davčna prostost plemstva. To se pravi, plemstvo ni plačevalo davkov. In to je bilo zapisano, to je bilo pravo, tega se je moral deželni knez držati. Ampak, kaj so pa je moralo pa plemstvo dati? V zameno, da je bilo oproščeno davkov, ne denarnih davkov, to, da je bilo v vsakem trenutku na voljo svojemu gospodu z vojaško silo. Oni so imeli nalogo obrambe dežele in zaradi tega niso plačevali davkov. Počas bomo do teh davkov prišli, to je pa davčna knjiga, ne nazadnje. No, torej, povezava davčnega in vojaškega sistema je bila. Obveznost plemičev v vojaški brambi, zato njihova davčna prostost. Kaj pa duhovščina pa mesta? Ta so bila pa direktno, to je bila nekašna, ko so rekli, komorna posest ali deželno knežja. Mesta so bila deželno knežja in trgi, tudi samostani, cerkve in tako naprej. Nad njimi je imel deželni knez odvetništvo, kot pravimo, ne? On jih je bil dolžan braniti in tako naprej. Njemu so se lahko direktno pritoževali, če jim je kakšen fevdalec tam kaj škodo delal. No, in oni so pa plačevali davke, mesta in duhovščino. No, potem pa, kdaj je bilo to zapisano, privilegij za Koroško in Kraljevo so potrdili Habsburžani 1338 in 1465 za grofijo v Marki in Metliki. Zdaj, ne vem, če imamo dosti časa, da si razložimo še te zadeve, Ožja krajinska, grofija v Marki in Metliki, ampak to naj vam bo jasno, od 1435 leta, ko je izumrla tirolska veja goriških grofov, so Habsburžani prevzeli in Koroško in Kranjsko, medtem ko pa Istra pa Bela krajina je bila pa še vedno pod goriškimi grofi in pa tudi ta del Kranjske, ki so mu rekli slovenska marka, ne? To je od izvira Krke, je bilo tudi 7 gradov, Žuženberg, Šumberg, Soteska in tako naprej. To so imeli pa goriški grofi. Ampak in goriški grof je 1365 tudi za to grofijo v Marki in Metliki praktično prepisal privilegije habsburške privilegije za Koroško in Kranjsko. No, kakšen je bil pa deželni davčni sistem? Imeli smo neposredne davke in pa odobrene davke. To se pravi, odobren davek
ni bil nikjer zapisan, ampak je bil izreden. Odobren je bil izreden. Potem je bil vojni davek, gladovina, kadar je bila nevarnost, mi vemo, 15. stoletje, takrat je bila turška nevarnost na višku, do druge polovice naprej, pa še do konca 16. stoletja je bilo zelo hudo, ne. In takrat je deželni knez kar zapisal, rekel, zdaj boste dali pa vsi vojni davek, recimo en denarič, in potem je to pobiral pa čisto od vseh prebivalcev v deželi. Tukaj ni bil noben izključen, no, in to je bil davek na vse deželne prebivalstvo. Torej, to približno, to je takrat, ko so bili turški napadi najhujši, vemo, da 1475 je cesar Friderik III. Ukazal, da se določene trgi oddajo z obzidjem, recimo Višna Gora je takrat postala mesto. No, do takrat ne moramo nič govoriti o plemiških davkih, še vedno ne, ampak deželni knez je pobiral od komornih. Komorne posesti ali deželno knežje posesti, to je isto. Komora na Dunaju država je bila, je to vse vodila, se še vedno obstajalo. No in to so bila deželno knežje mesta, trgi, prelati. Prelati, ki smo rekli, ki je bil do odvetnik deželni knez, komorni podložniki in pa judje. Jude so izgnali iz Krajinske 1497 leta, do takrat so pa vsako leto kar velik davek plačali. No, bil je pa tudi popisenega izredenega davka, ampak spet samo za komorne posesti, ko se je poročila princesa Katarina, sestra od Friderika III. Ona je bila še zadnja neporočena, starejša sestra se je že 13 let prej poročila, no in takrat so popisali izredni dan in zakaj je to tako pomembno, zakaj to omenjamo povsod, v vsej literaturi je to omenjeno, pač, ker se je ta popis ohranil. Točno se ve, kdo na Kranjskem je moral, oziroma tudi na Štajerskem, Koroškem in tako naprej je moral plačati davek. Duhovščina pa mesta trgi. No, poglejte, po letu 1475, takrat ob najhujši turški nevarnosti in pa še nekaj, Matija Korvin, Ogri, takrat je imel Friderik III. Več front. On je imel najemniške vojske, najel je in tiste je moral plačati. Pa Turki. Od takrat so pa izredne davke pobirali tudi od plemstva. So začeli. Ampak, kaj pa zdaj to pomeni? Pogledajte. V privilegiju iz vseh let 38, 65 in tako naprej in še v nadaljnih potrditvah, vsak vladar, ki je na nov prišel, deželni knez je moral, je prišla dedna poklonitev, vsi so me poklonili, on je prišel v Ljubljano, je prišel v Gorico, je prišel povsod in je moral takrat potrditi vse privilegije. To so bili tako zvani ti deželni račini, Ko je on to potrdil, vse te stare pravice, ki jim je dal. Plemstvo ne plačuje davkov, kaj pa zdaj to? In če je pa on želel in je tudi zelo napisal pismo in prišel tudi osebno na deželni zbor, deželne stanove prosil, da bi res rabil kakšen davk, še zdajle, pa turška nevarnost, pa lete najemnike moram plačati, ogri grozijo, vse sorte je bilo takrat. Konec 15. stoletja. In takrat je moral deželni zbor mu to formalno odobriti in on je potem izdal garantno pismo, ta so še ohranjena tukaj v arhivu, in to garantno pismo je potem bilo kot potrdilo, da je on izredno dobil davek. Ker v začetku, recimo, ko so se ti deželni stanovi zbirali. Oni so se zbirali pač v deželni hiši, ta je zdaj tam bila stala, kjer je zdaj stavba Sazu, Lontoš ali Landhaus, to je bila njihov deželni zbor, njihova skupščina, kot je pri nas tam je zdaj pri Maksitu. In oni so se zbirali, ampak niso se zbirali vsako leto. Ampak pa knez kar zahtevo, je rekel, vsako leto je imel zahteve po izrednih davkih. In od začetka 16. stoletja se pa začel zbirati davek na imenje. To se pravi,
davek na imenje, o imenju bomo še govorili, to so bile podložniške dajatve, ampak dajatve podložnikov plemičev, ki so bili pa oproščeni davka. Tako da, no, to je bilo od začetka 18. stoletja, potem od srede 18. stoletja, za časa Marije Terezije, so pa pobirali tudi davek na dominikalno imenje. Kaj to pomeni? Poglejte, en plemič je imel gospodstvo, recimo, eno posestvo. Imel je sedež, to je bil ponavadi grad ali kakšna večji dvorec, in okrog njega imel zemlje. Ta zemlja je bila njegova in to, tako se je imenovala dominikalna zemlja, ne? Dominikalna ali njegova zemlja, se ne vem, ima še kakšen drug izraz. Vse ostalo so imeli pa tlačanje, ne? Kmetje, ki so obdelovali, ki so to zemljo obdelovali in hodili so na to dominikalno zemljo na tlako. Ali tlaka je bila ročna, vozna, karkoli je bila, ali pa tudi denarna, ne? Lahko je tlačil tudi denar. No in zdaj iz tega že vidite, do začetka 16. stoletja so začeli pobirati davke tudi od plemičev, ampak samo od podložniške zemlje, ne pa od te dominikalne, na katero so hodili kmetje tlako. Jasno, Marija Terezija kot prosvetljena, ne, ki je hotela pa vse plemiče držati malo v šahu, je pa naložila tudi davek od dominikalne zemlje. To je bilo seveda 18. stoletja. No, kaj pa je zdaj imenje? Zdaj počasi bomo prišli do tega, ker tole se imenuje imenska ali gültna knjiga. Ne? To je nemško gült, v vseh teh izrazih so to pisali, ne? Ker vemo, da časovne pisave vsak drugače razumo, en je bolj gült rekel, pa je gült napisal. Ne? To je nasplošno neko gospodstvo. Imen je nekaj, kar imamo. Ne? No, tako smo pač mi prevedli, ne? Ampak vedno, kadar to napišem na računalnik, mi počrta, češ to ni beseda, ki je v slovarju. Žal. Jo pa uporabljamo. Ne? In zdaj, kaj pa imenje v zvezi z davki, spet je naša tema današnja davki, ne? Je pa to v denarju izražena vrednost vsega, kar to imenje prinaša. Ne? Kaj? To so vsi dohodki iz enega zemljiškega gospodstva, predvsem dohodkov iz naturalnih in denarnih dajatev podložnikov. Spet podložniki, ne? Kdo je bil tisti? Kdo je držal so piramido gor? Samo tisti. Ne? No, in potem pa, kaj je pa imenska renta? O tej govorimo, ne? Da je pač neko posestvo imelo določeno imensko rento. No, ta je pa tudi isto, ti rečejo guld, ampak tudi v tej knjigi sem se sledila Herrenbild. Herrenbild, to je imenska renta, tudi ta izraz uporablja. To je pa vsota čisto vseh donosov, ki mu jih pač prinaša to posestvo. In zanimivo, da ta imenska renta se je že v 15. stoletju določala. Že so imeli neke popise, sicer pri nas se večino ni ohranijo, ne? Verjetno veste, do začetka 16. stoletja je ves deželni arhiv zgoril, ne? Redko, kjer stvari so se ohranile. Ne? Zato imamo tudi od začetka 16. stoletja imamo pa zelo veliko teh arhivov, je veliko več ohranjenega. Ne? In torej, že v 15. stoletju se je določalo, recimo, toliko in toliko ima rente neko gospodstvo in toliko mora dati ljudi na razpolago za vojsko. Ker verjetno ste slišali, ne, da so tudi iz vrst tlačanov, iz vrst podložnikov so bili. Ne? To je bil tisti, ali je bil vsak 10, je bilo včasih, in tisti 10 fant v vasi je bil najbolj pogumen, je rekel, jaz sem 10. Ne? Verjetno, če ste brali te knjige Vliva Nasilca, on lepo piše o tem. No, tako da je bilo tako od začetka 16. stoletja, ne, ko so se začele voditi te imenske knjige, je pa ta zadeva res samo osredotočena na to, koliko mora neko gospodstvo plačati davka, ki je bil še vedno izredni. Vse, kar je bilo, vsako leto je bil davk, ampak vedno izredni in vedno se je knez opravičil, napisal garantno pismo in tako naprej. Ne. Torej, vsak plemič je rekel, jaz ne plačam davka, ne, ni mi treba. No,
In ta imenski davek je potem bil pa določen na osnovi te imenske rente. Tukaj v imenski knjigi piše, kot boste videli potem ob strani, koliko je znašala imenska renta posameznega imenja. No, že v letu 96 to piše, je že obstajala knjiga ocenitve, a se ni ohranila. Bila je pa vzorec za imensko knjigo, ker na Kranjskem je bila prva imenska knjiga v letu 1516. In moram reči, da v tem arhivu, ki ima toliko bogatstva še skritega, nekaj je že odkritega, obstajajo vse imenske knjige od 1516 do ta zadnje. Tako da imamo res veliko bogatstva v našem arhivu. No, kaj pa je imenska knjiga? Tukaj jo vidite pred sabo, to je Bildbuch. To je pa register. Tole je register vseh lastnikov imen in njihovi dohodki, ki so bili ocenjeni pač v denarju. Kakšen denar smo takrat imeli? No, goldinar je, kako je bil razdeljen goldinar? No, dajmo, da bomo pa lažji. Kako je bil razdeljen goldinar? Na krajcarje. Koliko krajcarjev? 60. In vsak krajcar na denariče koliko? Koliko? Vse sem slišala, 4, ne? 4, ja. To se pravi goldinar, 60 krajcarjev, 4 denariči in to se pravi, en goldinar je imel 240 denaričev. To je pomembno, ker je tole tukaj lepo narejeno, ko si sešteval, pa še z več krajcarjev, drugo si jih moral dati naprej. No. Torej, in kakšen je bil namen te imenske knjige, ali tudi lahko ji rečemo davčna knjiga, izračun davka. Tako kot so zdaj naši dohodki, ki jih imamo, vaše plače, moj penzion, vse, kar dobimo, ali pa tudi kakšni honorari, to bi bilo naša imenska renta, od tega nam pa zelo prijazni državni organi odmerijo dohodnino. Dohodnina je pa imenski davek. No, dohodnina, imamo tudi davek, ostale davke, prometne in tako naprej. Torej, na vsakokratnem deželnem zboru je bil ta davek določen, ampak počasi se je kar v 16. stoletju izkristaliziralo, da je pač dežela oziroma vojvodina Kranjska morala dati 22,000 goldinarjev. 22,000, to je kar velika, ne? No, kdo je zdaj upravljal te deželne davke? Pa še nekaj. Gor piše na podlagi prijav, niso hodili okrog po deželi, da bi zbirali to. Vsak zemljiški gospod je sam ocenil svoje bogatstvo, svoje imenje. In je potem prišel lepo v Ljubljano, k deželnemu knjigovodi in mu je povedal, koliko ima. Koliko ima tega za začetek za vpis v zemljiško knjigo. Potem so nastajale pa tudi spremembe v tej zemljiški, kaj kasnejša 18. v imenski knjigi. Kako je prišel pa do sprememb? Tako, da je moral prinesti neko določeno listino. Recimo, prodal je neko zemljišče, pa hube gora, te kmetije, in je moral prinesti pogodbo. In na osnovi te pogodbe je bilo to zapisano, ampak žal, ta knjiga je strašno debela. Če bi bilo pa napisano vse te podlage, vse te pogodbe, pa vse to noter bila pa še hujša. Baje se v začetku prvo knjigo, zdaj je na razstavi, oglejte si razstavo na Metelkovi, super, zakladi arhivov, in je tam razstavljena prva. Tam noter baje, da, mislim si jo mogla še ogledati, tudi ni digitalizirana, da so noter napisane tudi podlage, podnekod. Tako da tega ni. In zato je to iskanje po imenski knjigi to težko. Ti sam vidiš, nekdo je, nekomu pripiši, drugmu odpiši, pa konc pa ne veš zakaj. Če mi, ki nekaj raziskujemo, tam so že vedeli zakaj. Ampak, če zdaj gledamo to nazaj, je pa to zelo težko. No, in to imensko knjigo se moraš res poglobiti, pa listati, pa brskati, da potem najdeš kakšne povezave.
No in to, kdo je se to upravljal? Upravljali so to v Ljubljani za Kranjsko, a ne vodenje, to je bil prejemni urad, a nemali deželnih stanov, prejemniki, deželno knjigovodstvo, ne, to so bili ljudje, ki so bili plačani in oni so pisali, tukaj se vidi vse njihove pisave, zelo lepo se vidi, ampak pisave so tudi včasih lepe, včasih grde, moram priznati, da s to gotico imam še zmed težave. Čeprav vedno več razumem, ne, to berem, marski uganem, pa tako naprej, ampak je vedno lažje, sam delati moraš s tem, ne. Jaz sem se zdaj po dolgem času spet lotila tega in sem imela kar težave. No, torej, prejemniki, ne, če boste kje slišali, da je bil deželni prejemnik nekdo, to je bil nek uslužbenec pri deželnih stanovih, ki je prejemal te podatke za imensko knjigo, no in potem nadzor so vodili pa urad poverjenikov ali favornete, no oni so pa vodili nadzor, a ne, nad vsem tem in to so bili v bistvu plačane službe, ne. Tako da, kakšni plemiči so si kar fajno pomogli. Torej, določil so pa deželni davek, zdaj ne bomo govorili o tem, kako so izračunavali ta davek, a ne bi bil kar precej velik. Torej, tukaj vam jaz priporočam tole. Andrej Nared, Dežela knez stanovi, to je tako dragocena knjiga. Jaz sem marsikaj pobrala tukaj, jaz sem čisti laika, ne, s tega, malo sem se naučila, zdaj lahko, da je kaj narobe ali karkoli, kar vam govorim, ampak tukaj le najdete pa vse noter. A ne? Tako da res, tole je fantastično in kar hočeš vedeti o deželi, o upravljanju, no, recimo, jaz sem davke vam potegnila, vse najdeš, res. Tako da priporočam vam jo, koga zanima, da se to je, da se vedno sabo vlečem. To je deželna, kako je naslov? Dežela knez stanovi, Andrej Nared, on je, gospodaj, tukaj mogoče. Ja, lega. No, predstavite se, delam v arhivu, ne, in moram reči, da je naredil zle strašno delo, tako da vse, kar želite vedeti, je to o naši deželi, kaj se je dogajalo včasih. Tudi vsi ti seznami plemičev so nekaj objavljali, vse, kar mislim, za vsako stvar, karkoli nekaj raziskujem, jaz sem najprej pogledala, če je kaj noter. Res. Super, ne? In seveda, to so bili viri, v glavnem viri z našega arhiva, ne, gospod Andrej? Ja. No, poglejte, naš arhiv je res neprecenljiv. In če le morate uporabljati ga. Tako. No, zdaj malo, katere so zdaj te imenske knjige, a ne, to je papir, a ne, pa v usne je bila usnjene kletnice. No, na Kranjski, ker pač Kranjska ne zanima, je 1539 išla in tukaj noter so bili vsi zaostanki do leta 1518, kakšni zaostanki. A mislite, da so vsi plemiči plačevali davek? Kje pa? A ne? Malo so jim odpustili, pa so spet čakali, in pogledajte, 20 let eni niso plačali davka. Ampak njim se ni nič zgodilo, njim se ni smelo nič zgoditi. A ne, plemič je bil nedotakljiv, bil je privilegiran, bil je tako. Če pa kakšen podložnik ni plačal, tako je šel na viselce, ne? Kako zdaj, ne? Ja. Se ponavlja, a ne? In če ste tole prebrali, boste videli, isto je bilo včasih. Jaz se spomnim, ko smo delali, če dovoljte in neklic, Josipa Gorupa, ne, to je bil najbogatejši Kranjec vseh časov. On je bil v 19. stoletju, ko se je pri nas oblikoval ta deželni zbor, ne, ko so bili, je bil poslanc. Pol leta je zdržal, pa je rekel, da grem več, sem šel ven iz te, ko je že rekel, bande, iz te bande lažnivcev in tako naprej. In je zapustil deželni zbor. Tako. Ne vem, je kakšen od naših poslancev že šel ven. Se že sliši. Kako? Se že sliši. So že? Ne, že kar sliši, tako da se. Aja. Dobar je, no, potem, pogled, to je bila 39, to je tista prva, ki je na razstavi na Metelkovi, ne. Potem, bile so nepravilnosti, jasno, kjer gospod bo pa svojo zemljišče pravilno ocenil. Že, če bi znal
njegov pisar vse to, vedno so se dogodile napake. Ampak to sem hotela priprašati. Prosim. Kako so oni na podlagi česa so naredili to oceno in kakšna je bila varovalka, da so to dobro pravilno ocenili? Ne vem. Če so preveč, če so premalo? Ja, to je bilo pač tradicija, so rekli. To zemljišče mi prinaša toliko. Recimo, on je dobil od enega podložnika, ne, ki je imel, je dobil toliko žita. Ja, no se pravim, on je dobil toliko žita in to je njegovi valpti so to vse zapisovali, ali pisari, ali kogar je imel, ne, zemljiški gospod. To je bilo, toliko je prinašalo, to je bilo pa po urbarih, no. Tako, ne, v urbarih se je to zapisovalo in to je bil dohodek tam in iz tega so potem oni to dobili. Zdaj pa ne vem, ali je bila kakšna kontrola urbarjev ali ne. Mogoče je bila. Čist lahko, tam, ker so zasledili prevelike nepravilnosti, so rekli, lej, ta je pa bolj bogat ali pa ta ni. Mogoče so šli pogledat. Ne vem, no. Mislim, toliko se nisem poglobila, ker ni bilo, to bi lahko ure bilo. Kako? So bile komisije, ki so hodili. No, komisije so bile, ja. Pa so to zadrženo knjižo posest. Tako. Če je bilo kakšna velika napaka, kitajska, sigurno, ne, ampak moralo je biti vse napisano. Ne, koliko je bilo in koliko je podložnik mu prinesel. Če je bila slabša letina, je bilo manj, če je bilo bolj, ampak oni so kar gledali in pavšal vzeli, kaj, ne vem. Urbari so v glavnem dost nominalni tip gradiva, ne, se pravi normativni, ne, potem so pa računske knjige, se pravi treba kombinirati, tako. In še potem imensko. To se pravi, dokumentirano je bilo vse. Ne? Ampak, kaj pa vem, no? Ali so potem to točno kot prenašali ali ne, bile so, ugotavljali so, da so bile nepravilnosti. Ne? In potem so nastavili 1618 novo imensko knjigo. Ne? In spet je bilo malo uspeha. Je res zelo bilo razdrobljeno in tudi kontrolirani niso mogli to, ker se niso bila zaokrožena ta zemljišča tok, ne, gospodstva. Imel je še nekje drugod kakšne zemljišče, pa to, pa se je kaj pozabilo, ne vem, no, se to zdaj ni to pomembno, ampak če hočete pa kaj izvedeti, pa preberite še te resnike, ne. To se pravi, potem spodna Avstrija je, ne, ta je bila prva, ne, ampak mi gledamo te dežele, ne, Štajersko, Koroško, Kranjsko. Štajerska je bila 516, pa Koroška pa šele 1634, zanimivo, še takrat so nastavili to knjigo. No, to je nekak pregled do 18. stoletja, ne? Ker davčna elektrifikacija v času Marije Terezije je bila takrat, to pomeni izboljšava, ne, teh davkov. Tudi Marija Terezija se je v prvih letih skozi neki imela vojne, pa struski, pa vsem, in je rabila veliko denarja, ne. Tako da takrat so spremenili davčni sistem, no in potem je prišlo do izboljšane imenske knjige 1758, ki je bila pa osnova za izdelavo deželne deske. Ne. Zdaj, to sem že predlagala, bi bilo zelo fajn, če bi bilo na naslednje predavanje pa o tem nadaljevanju, o deželni deski pa to, ne. Kako je pa ta zgledala. To je bilo pa še veliko, vse bolj natančno narejeno in tako naprej. No, ko je bila zemljiška odveza 1848, ne, takrat so pač podložniki dobili vsak svoj košček zemlje, da so sami plačevali davke, so pa opisovali samo dominikalno posest. To se pravi, tisto posest, ki je bila dejansko last tega zemljiškega gospoda. No, 1871 so pa imenske knjige ukinili, ko je bila uvedena nova zemljiška knjiga. No, to so pa zdaj imenske knjige, to je fond. To je fond tukaj v arhivu, ne? SIAS 173, če boste kdaj kakšno knjigo rabili. No in vseh teh knjig je 7, vidimo, prva in druga nista še digitalizirani, verjetno v določenem času bosta, ne? Druga so pa od 3 do 7 pa so, lahko greste v čitalnico, odprete imenske knjige in listate po njih. Ne? Kot če kaj iščete, ne? Tukaj so vse naštete. Potem, to je zdaj konc prvega dela. Zdaj smo malo osnove. Ne vem, ali vam še kaj manjka za uvod, še kaj povemo, ali ste sledili, ste, no, to se pravi, če v kratkem ponovimo,
Plemič ni plačal davka, je bil proščen, ampak izredne davke je pa plačal. Čeprav ne sam od podložniške zemlje. No, zdaj smo pa pri drugem delu. Ne? To je pa to, kar je bilo, da je konkretni primer, da si ogledamo, ta zgodovina Bele krajine, ne, iz leta 10 kronika, kjer je obdelana z vseh vidikov. V začetku imate celo tale privilegij iz leta 1465 lepo opisan, kaj je vse to upoštevano, te stare pravice plemstva. No, potem pa pri semiških gradovih, mislim pa, da je navedela na rodbino Semenič. In to, no, saj ne vem, ali vas to zanima. Lahko gremo tudi kar hiter skozi, ker Bela krajina je bila formalno vključena v Kranjsko šele konc 16. stoletja, drugače je bila pa to grofija v Marki in Metliki. Vi veste, da Bela krajina do konca 12. stoletja je spadala pod Ogrsko, ker Ogri so zavzeli Hrvaško, in potem je bilo Ogrsko kraljestvo. No, to so bili grofi Višnegorski, ki so potem njihovi nasledniki Andeški, so jim sledili Španheim in zadnje Habsburžani. No, potem Habsburžani so dali pa Albrechtu Goriškemu, to je bila istrska veja, v zastavo grad Mehovo, Belo krajino s Črnovne. No, in to je tisti privilegij 1465, o katerem smo govorili, grofija o Marki in Metliki. Tukaj Metlika se je imenovala cela grofija, ne mesto. Mesto se je imenovalo Novi trg. Zdaj se mu šele reče Metlika, par stolet. V začetku je bil to Novi trg. No, in Marka je bila, pa kot sem vam že rekla, del Kranjske od izvira reke Krke, pa dol do Gorjancev. No, kaj je bilo v Metliki kot Novem trgu? Sedež glavarja je bil in tudi grad goriških grofov. Neka grad je še vedno lepo ohranjen. Pa je bil še predelan. Plemiči so imeli hiše, ko so prišli goriški grofje, so hitro plemstvo skupaj izbrali, da so imeli oporo. No, in med njimi so bili tudi vitezi Semeniči. In nastale so takrat nove prometne povezave. A veste, da je bila prej edina stara cesta do 14. stoletja, tam, kjer iz Soteske zaviješ proti Dolenjskim Toplicam, tam je grad Rožek, ta je še spadal k njim, Črnošnice, potem Semič, in dol proti Črnovu. Potem, ko so prišli pa Goriški, ki so imeli tudi grad Mehovo, Mehovo je spadal, pod Kranjsko, so pa naredili novo prometno pot čez Gorjance na oni strani, tako da so direkt do Metlike prišli. Tako kot gremo zdajle, če gremo v Metliko, gremo tam česa, preko grad Mehovo, je tam stava razvalina, se še malce vidi, pa greš tam čez. No, leta 1474 je ta grof Albrecht Goriški brez potomcev umrl in je, ker je imel pa dedno pogodbo s Habsburžani, ti so strašno radi delali te dedne pogodbe, vidimo celske in vse sorte, pa goriške rune. In so lepo oni pobrali vse in so bili kar precej so že imeli, edin Celjanov še takrat niso imeli. Pa Gorica so dobili še 1500. No, takrat je bila neposredna oblast nad Belo krajino, po dedni pogodbi in takrat so tudi kranjski plemiči dol počli. Prej so bili tisti belokranjski, no, potem pa formalno je Bela krajina se vključila v Kranjsko šele 590. Jaz sem to daljše razlago sem tukaj spustila, ker tega ne potrebujemo, ampak malce o Beli krajini je zelo zanimivo, to je čudovita dežela, res tako lepo zgodovino. No, vitezi Semeniči, kdo so bili pa ti gospodje? To je bila zelo pomembna belokranjska rodbina do konca 15. stoletja v okviru celotne Kranjske in v sorodu so bili z vitezi Semiča. Mislim, da tlele pred 5 leti sem jih še nekako enačila, viteze Semiške pa viteze Semeniča, ampak niso bili. Bili so sicer v sorodu, ni bil pa to isti rod. In to me zdaj še čaka, da jih odkrijem, kako in kaj.
No, pojavili so se začeli v 14. stoletju, do konca 16. v Beli krajini, potem so se pa tudi malo raztepli po Dolenjski z raznimi dedovanji, nakupi in tako naprej. No, in izumrli sred 18. stoletja, ampak zanimivo, pogledajte, priimek Semenič obstaja, ne? Še vedno, zdaj pa ne vemo. Takrat so kar zginili enostavno iz teh plemiških, ker so pač razne hčere so se poročili od druge familije in tako naprej, enostavno moških potomcev je zmanjkalo, ampak kaj pa vem, no, lahko da se še vleče ta, ne, to treba še matične knjige malo pogledati, pa mogoče pride do sedanjih Semeničev. No, kaj so imeli? Beli krajini so imeli Podturn, Semenič pa Semič nad Gabrom sem počrtala, ker bomo v imenski knjigi pač to posestci ogledali. Potem Smuk, Turn, Draga Pošovinica in hiše so imeli Botliki pa v Črnomu. No, na Dolenjskem pa od 16. stoletja naprej, pa še več, ne? Ampak sama Dolenjska, lete, tole, Grumlov, Plišenpavl, Klevišče, se kdaj slišaš za te gradove? Zdaj ne, dole prileti, se da ni več Grumlov, Plišenpavl, to je tam, ki se peleš proti Bogenšperku iz Ivančne Gorice, ne, Klevišče pri Polšniku, Mačerole pri Moljavi, ni več sledu, Bolavče, pri Šentjerneju selo, pri Radohovi vasi, no, ta Grumlov pa selo sta povezana, ne, ker dva brata sta podedovala Grumlov, pa eden se skregal, pa je selo zgradil tam blizu, ne. Vina Gorica, Vrhpiško, Cvano Zalog, pa Zapuže pri Mirni, ne. To so gradovi, ki so jih imeli oni, saj občasno v lasti. No, kaj so bili vitezi Semeniči? Člani deželnih stanov so bili, to je logično, organizatorji in deleženci boja proti Turkom. Bilo so zelo znani do konca 15. stoletja v tem. Nekaj jih je tudi padlo v bojih s Turki. Eden med njimi je bil celo v ujetništvu in je bil tako pomemben, da so tako sklicali deželni zbor, deželni stanovi hiter izreden davek in denarič, tako da so zbrali tistih 200 goldinarjev, da so ga odkupili. To se pravi, da jim je bil pomemben, ne? No, potem dobrotniki cerkve so bili duhovniki, recimo, verjetno veste, da je v Metliki bila tale nemški viteški red, ne? In eden od njih, Albrecht, je bil v 15. stoletju tudi komtur ali najvišji v tem nemškem viteškem redu. Bili so, seveda, viteški red je bil viteški, a ne? Oni so bili tudi vitezi in enostavno je bila takrat obramba, je morala biti na vse načine, čeprav veste, kolikokrat so Turki opustošili Belo krajino. 71, 75 je bila tista bitka ob Sotli, kjer je skoraj pol kranjskih plemičev padlo, ne, tudi Semeničev in tako naprej. Tako da bili so dost pomembni, a ne, po 16. stoletju pa nič, niso se ukvarjali s, kaj pa vem, niso bili tako dejavni člani. Bogati pa niso bili nikoli. Prav bogati je bili. Tako da enostavno so propadili. In tudi niso bili moških potomcev. No, torej, to je ta dvorec Semič, pa razvalina gradu Semenič. Vidite, tam zadaj, ne, to je iz Valvazorja, ne, iz Strave. Zadaj so razvaline gradu Semenič, to je bil tisti prvi 14. stoletja. Tukaj spodaj pa ta malo več kmečka hiša, ne? Res niso bili bogati. No? In to so zgradili pa sredi 16. stoletja in ta, v času Valvazorja je bil grad Semenič že v razvalinah, se vidi, ne? To ni bilo možno več le stanovati. Medtem, ko so pa tisti, ki so kupili Lichtenbergija, ki so kupili njihova posestva in bili njihovi nasledniki v Beli krajini, so pa prenesli sedež na pristavo. Pristave Valvazor ni narisal, ampak ko je opisal ta Semič, jo je opisal, da je pač pristava tega gradu, tudi lepo poslopje in tako naprej. No in potem si sedež prinesel, kaj so pa še to opustili, to se pravi, ampak ne več Semeniči niso več imeli tega, to so bili že Lichtenbergi, so potem sedež prenesli sedež so imeli na pristavi, pa zgoraj na hribu na Smuku, ampak to je spet posebno poglavje, tle je bilo govorili še vremeno o tem. Tako da, no, tukaj je pa rodovnik, ne vem, koliko vidite, to je sam delček, ker jaz sem sicer mislila vam pokazati tam cel rodovnik, ampak nima smisla. To je
recimo ena tretjina tistega celega, ki sem ga pripravila, pa še tisti ni dokončan. Tako da ti semeniči, ki so v dveh označenju, te bomo videli, da so omenjeni v imenski knjigi. Torej, Oton III, ta Oton III, to je že 16. stoletje, ker do 15. ni bilo še imenske knjige, tu se ne bi mogli nič povedati o tem. Te številke, tretji, drugi in tako naprej, to sem jaz takrat dodala zraven, zaradi tega, ker jih je bilo toliko z istim imenom, da smo videli, za katerega gre. Oni niso, ni rekel, jaz sem Zigmund drugi, ni rekel, on je Zigmund bil, ne? Ampak v članku je pa to napisano, ker jih imamo po vrsti več in zato, da vemo, za katerega gre. No, kaj je Oton? Ta je bil še kar nekam premožen. On je stanoval na Zgornjem gradu, Semeniču, takrat je bil Semenič. Ampak to pa povem, če boste šli iskat. Ne Semenič, ne Semič, nikjer se ne ve, kje sta bila. Ko so gledali, ko je Valbažov to narisal, ni mogel bedno ugotoviti, ampak prebivalci Semiča so prepričani, da je Semenič stal na vrhu gore Semenič, ker imajo hrib 590 metrov nad morjem. Jaz bi jim pritrdila, ker je bilo to tako strateško, videl si vse ceste. Če greš gor na hrib, vidiš cesto, ki prihaja iz Črnošnic, vidiš cesto, ki gre v Črnomelj in vidiš cesto, ki gre v Semič. Lahko da je bilo, ker če so tu višnegorski že, ampak ni nikjer v listinah nič omenjen. Zanimivo je, da ves dokaz o tem je ta razvalina, ki jo je narisal Valvazor. On je pač napisal, da je nekoč tam stal. Ni pa v listinah. Zanimivo. Zato, ker na vrh Semiča so ene zadeve, ampak dr. Stopar trdi, da so to neke utrdbe iz železne dobe. Ne pa, da bi bila kakšna srednjeveška. Ne vem, ali bo kdo to še raziskal ali ne. Torej, Oton je bil to se pravi še na Semeniču in imel je sina Albrehta in je zanj zgradil smuk. Torej, o smuku se danes ne pogovarjamo, ker bi bilo preveč. Ampak polovico svojega imenja, tega polovico gradu Semenič, pa zraven nekaj posestva, je pa prepustil hčerki svojega brata, ki je umrl. Brat Jurij je umrl, vidite, zelo zgodaj, 30 let bratom, in potem je bil Oton varuh njegove hčerke Ane. In ko se je ona poročila z Jurijem Sigersdorfom, je Oton s Sigersdorfom napravil pogodbo, da sta si razdelila polovico imenja. No, in ta polovica je šla potem sinu Albrehtu. Zdaj pa hec je v tem, da Sigmund II, najprej smo mislili, da je bil to njegov sin, ker Sigmund je bil pa tisti znani protestant, konc 16. stoletja, ki je živel na gradu Semenič, imel je tudi Semič, ker je, ko se je pa Oton poročil, je pa zgradil še tisto kmečko hišo. Poročil se je pa sestro od Ivana Lenkoviča, tega znanega generala Milorca proti Turkom, ki je pripeljal uskoke na Krajinsko. No, in ta Sigmund ni rečeno, da je bil njegov sin. Lahko bil je dedič po Telem Krištofu, pa potem Maksimiljanu, ko bomo videli v knjigi, ampak ni pa nikjer, ker ni nobene podlage, nobene listine ni, samo posestvo Krištofa se razdeli na 3 dele in to dobijo te Litvije. To piše v imenski knjigi. No, tako da tukaj je taka črtica, ki ne vemo, ali je bil, nekako je pa moral biti povezan, ker Oton, Sigmund je bil dedič od Otona, tudi v gradu. To je še stvar, da jo raziščemo. No, potem gremo pa naprej. Sigmund je bil pa sina Andreja. Andreja omenjam zato, ker je imel Semič,
V tem času so že Semenič opustil v začetku 17. stoletja, tako da je živel in je imel tudi še dva brata, s katerima, recimo z Janezom Zigmundom, je naredil pogodbo, da tisti, ki bo dobil vinico, oni so imeli tudi vinico, ne? To je še stvar, ki je še dokončno se razisla, mora plačati lastniku Semiča 1250 goldinarjev. No in po tistem vemo, ampak to ne piše v imenski knjigi, to piše v eni pogodbi, ki je tudi ohranjena, da je Andrej iz Semiča, ne? Andrej von Simič. In tako vemo, da je Janez Zigmund dobil vinico, Andrej pa ostal na Semiču. Ampak ta Andrej ni imel otrok, je imel pa kar precej nečakov. Ne? In pridobil se je tudi tale Grumlov, to je spet posebno poglavje, Grumlov na Dolenjskem, pač ga je podedval po soprogi Beatrix Dorenberg, no potem je imel Semič in on je v bistvu potem svojim nečakom zapustil to posestvo. In Krištof II. Njegov brat je imel dva sina, Eden Wolf je dobil Mačerole je spet posebno poglavje. No, Jurij Andrej je z rdečem označen, ta je pa ostal na Semiču. In brat Janez Zigmund, ta je pa sploh, njegovi potomci so pa samo na Dolenjskem ostali. In oni so vlekli potem to rodbino naprej še do 18. do konca sredi 18. stoletja. No, Jurij Andrej je ostal na Semiču, bil je bolj bogi, si bomo videli pol, koliko je imel malo denarja. Je imel sina, spet, valjda se piše v njem, da je Sigmund. Najdemo ga pa tudi kot Janez Zigmund ali pa kot Jurij Zigmund. Zdaj ne vemo, je to ista oseba ali ni, ampak Jurij je bil sigurno. No, in potem je imel še enega brata, ki je pa tudi odšel na Dolenjsko, in ko je 1702 ta Zigmund, ki je bil lastnik Semiča, umrl, je imel še mladoletnega sina Zigmunda in je potem čez 2 leti njegov varuh od tega Zigmunda spet prodal vse Lichtenbergom in tako so Semeniči niso imeli nič več v Beli krajini. Toda zdaj si bomo tole pogledali naprej. No, to je zdaj imenska knjiga, bom pa pokazala ta list. Imensko knjigo, če pogledate, to je list. In označen je, recimo tale 95, si boste pa malo bližje pogledali, označen, samo list je označen, ne stran. To se pravi, da tole je še vedno 95. Tako da jaz sem si označila 95 skozi 1, da sem vedela, da je to druga stran. Potem je to 96. Pogledati. Kako imamo pa še časa? Tako? Vas smo že preporačali. A že? Vam je dolg časa nekamo. Bolje kar pokažem. Dolg čas so na parkni kure. No, to se pravi, gremo na tale list. Tako izgleda. Aha, tole je to. Tole. To bom No, pogledamo, tole je stran 95, gor piše, potem je to Oto Semenič, vidite, Ot Semenič in ob upisu v knjigo, to je 4. knjiga, 1546, je on imel 17. On je imel tukaj 17 goldinarjev, 45 krajcarjev, pa en denarič imenja. To je tisto, kar je šlo v imensko knjigo in česa se je določal davek. No, leta 1573 je umrlo, leto 1573, pa piše tukaj, da je Albrecht, to je Albrecht Semenič, bil njegov dedič, je tole podelal
Zraven pa še, če vidite tukaj, 1139, to je bila dediščina po Vendelih. To sem jaz odkrila v gradivu dr. Golca, da je tole noter drugače, z tega nisem takole raziskovala. In je bilo potem na desni strani, če se štejemo, pogledajte 17,45,1 plus 11,39 je bilo to kol, 45 pa 39 je 84, ker je bilo pa to že en goldina, si 60 damo stran, pa prije 29, 24, 1. No in tle naprej dedič po Otu je bil Albrecht, ampak ta Albrecht je že umrl 1585 leta. In ker je takrat umrl, 1588 šele je bilo upisano, da je njegova frau Eva Strasser, Frauen Eva geborene Scharfin, ona je bila Eva Scharfin, njegova žena, je bila pa Strasser, zato ker ona, ko je umrl Albrecht, se je poročila z enim Strasserjem in je ona dobila teh 11,39, kar je pa ostalo. Če to odštejemo, spet pridemo na tisti 17,45,1, sta pa dobili Katarina, vidite, tukaj je Katarina, Katarina Švabin, pa Maruš Švabin. Maruša Švabin, to sta bili hčerki od Albrechta, on sinov imel, in obe sta se poročili z bratoma Švaboma iz Tuštanja. Ti Švabi, ki so bili na čas v vzponu, Švab-Lichtenbergi so bili in potem samo Lichtenbergi, ti znani grofje, no in takrat so oni dobili smuka, ker tukaj gre za posestvo smuka. Tako da, to je zdaj ta prvi list. Prvi list, tukaj to piše, dediščina Albrechta smo videli 11 prišteto, 29, on je to prenesel v smuk. Pisimo pa še leta 1588, to se pravi, bil je kasneje, bil je precej kasneje, zato ker se je morala biti zapuščinska razprava, vse te zadeve, potem pa še ni takoj tekel dedič, da je nesel tole v državnem knjigovodju. No, potem je pa naslednja stran, tukaj gre pa za tega Krištofa, ki smo ga videli, da ta je umrl tudi 74 in tle pa nekaj zanimivega, pogledajte. List bomo to pa videli. Krištof je imel v obipisu knjigo 8 godina elektronske krajcarje od Vlada Mariča, pa si je pa pridobil še nekaj od Krištofa Kurkštala. Kurkštala so imeli Kruko, ki je bila tam v soseščini. No, po njegovi smrti se pa imenje razdeli. Komu? Mihajlu, Sigmundu in Mehiju. Pogledajte, tole je zelo redko, to bom pa pokazala tudi na listu, da so pisali noter tudi Hube. 8,5 Hube je bil Mihajl, 8,5 Hube Sigmund in 5 Hub Mehiju. No in tle boš gledal potem pri Mihajlu, temu se je odpisalo, ni se ga pripisalo, to je bilo dvostavno knjigovodstvo, eno se je pripisalo, eno se je pripisalo. Ne vem, no, sej, mislim, tako so ti opisi, zdaj, če želite, vam še naprej pokažem tole, če smo že... Aha, no, tole pogledamo. Tole je na eni strani, vidite, sta dve stvari v bistvu, ker oni so tudi šparali s prostorom, tole, kar se tiče tega Krištofa je tle gor, potem je pa že nek Siges dol spodno napisano, to pa se nas ne tiče. Tako da ni bilo vedno ena stran za eno imenje, ampak je bilo tudi časih, pa čas je delilo, da je bilo en stran in tako naprej. Tako da...
leta Gült geteilt, to se pravi, ko je Krištof umrl, se je celotno njegovo premoženje razdelilo, ampak nič ne piše po kakšni pogodbi, pa kakor, ali po kakšnem zapuščinskem, recimo po zapuščinskem zapisniku ali za testamentu. To se je pač razdelilo, ker tega ni bilo, ne. Mihajl Semenič, 8,5 kube, to je 741, potem pa Sigmund Semenič, 8,5 in kube in pa 5 kub, pa Melchior Semenič. To se tukaj vidi, na desni strani je pa napisano, koliko je tega bilo. In če točno sešteješ, tole pride tole točno. Jaz sem v enem primeru samo zasledila, ko je pisar sešteval, se je zmotil za en krajcar in je napisal namesto 41 krajcarjev 51. Ampak to je pa odveljalo. Pač zmotil se je, noben ni tega kontroliral in je moral plačati. Kaj bo to samo malo več dal, kaj bo plačati? Se danes ne zmotijo. Prosim? Se danes ne zmotijo. Tudi res skrbi, ampak nikoli ne v svojo školo. Ja. No, takole. To je zdaj 95. Gremo naprej. Potem je stran 6, je pa ta Mihajl, ne? Zdaj, če mi verjamete, na listu je isto to napisano. Mihajl piše pripis dediščine po pokojnem Krištofu. Vidite, to se pravi, tam pri Krištofu je bilo odšteto, tukaj je moralo biti pa prišteto. To je bilo treba kar kontrolirati. Zato so bili tisti deženi, ki bo vseeno lepo pisali. No in ta Mihajl je kar precej dobil pripisal. Potem je dobil šoduga Melchiorja, ki je bil tudi dediš po Krištofu. In, tukaj pa 89 je on umrl, leta 1602, 3 leta, vidite, spet je bilo 3 leta, od smrti do odpisa, to se pravi zapuščinska in naprej, je bil pa odpis v dobro vdove Magdalene, to je bila pa Magdalena vdova od tega Mihajla in je ostalo potem še 56 krajcev. Kam je pa šlo teh 56 krajcev, ni pa nič napisano. Tako da ne vem, treba jih bo še loviti, lahko da jih je kdo dobil, pa so tle pozabili napisati in tako naprej. Napake se vedemo. No, potem je Maksimilijan, to je pa tisti, ki je bil tudi zgoraj napisan, ta je umrl že 1546, ne vemo, ali je bil brat, ki je tako zgodil umrl, lahko ne, ker je tudi brat Jurij, ki je imel tisto hčerkovano, umrl že pred 41. No in spet, on je umrl 46, ampak zanimivo, ne, umrl je prej, ker ne vemo, ne. Tukaj ne piše, kdaj je umrl, ampak leta 1546 že vidimo, da je bil pripis imenske lete njegovi vdovi. Ker ona je potem bila nasnica te imenske lete in to se pravi, verjetno umrl še 1543, če je vedno, da se je to potreba. No, potem naprej. Pol je ta znani Sigmund, Sigmund, ki je bil naslednik Otona in je živel v tem Semiču in je bil sami protestant, vzdrževal enega Pridigarja, ki so ga izmeglike in čisto vsod, kjer vidite kakšne, kdo ki piše o Beli krajini ali o Semeniču, vedno omenjen Sigmund, da je pač protežiral in imel pri sebi protestantskega tega Pridigarja, ki je pridigal v leseni kapeli ob gradu. Kje je bila ta lesena kapela, pa ne vemo. No in ta je bil tudi kar precej, potem je bil ta njegov sin Andrej. Andrej, tisti, ki sem rekel, da je bil brez otrok, da je vse dal nečakal. In pa bi morala večji. No, Andrej je potem na isti strani napisan. Potem je pa še to, za Karla Juriča pa nimamo časa. Nimamo, ker to je pa zelo zanimiva stvar, ker konc 16. stoletja
so bili pa Juriči, so pa podedovali po Ulmu Sigersdorfu, ki je dobil polovico gradu Semeniča. In to je precej zanimiva zadeva, to bo treba še. Boste pač prebrali, če pa enkrat to napisano. Tako da potem je pa Andrej, ta je vse dal drugem, zapustil grad Semenič, nečakal Jurijo, Andreju, Grumljo, pa drugem nečakal Janezu. In zadnji, to je tisti revež, ki je umrl, ki je imel sina mladoletnega, on je bil zadnji prebivalec svoja Semenič umrl 1702 in potem je šlo do Franca Bernarda Lichtenbergu, ki je bil prav mnogodonga Otona, ki smo ga predveč omenili. Torej, jaz bi povedala še kaj nekaj zaključkov, pa potem pa prosim še kakšna vprašanja ali okolje, ker moram priznati, da strokovnjaki za te zadeve so tukaj. Jaz sem samo to pač svoje izkušnje tukaj skušala povedati. Tudi v Gradcu sem gledala imensko knjigo, isto je, tudi tam so napake, tudi tam so zelo zapozneli vpisi, tako naprej, povsod je bilo isto. To se pravi, zdaj, no to vpis lesništva, zanimive glede na podlago. Če je recimo kakšna vdova, ki je podedvala, to razumem, da je bilo po 3 letih. Ampak, če je pa recimo bilo lesništvo, da si ti ne okupo prodajno pogodbo, se to bi pa lahko takoj dal, ampak tudi te zadeve so precej pozno napisane. No, potem morali se ujemati pripis, hkratni odpisane, seveda brez navedbe listin, razen pri nekem izbrisu, če je bil pa izbris tega imenja. Lahko se je zgodilo, da je ostalo samo še nekaj krajcarčkov, je pa prišel dekret, da se to izbriše. Iz lastnine nekoga. Bila je recimo lastnik napisan, spodaj se mu je pa izbrisal. Ne vemo zakaj, morali bi videti dekret. Je pa številka dekreta kar napisana. Meni je bil zelo velik pripomoček tole, ko sem sestavljala redovnik, ker vidiš tukaj vse eno, čeprav je veliko dela je treba, vidiš tele razne povezave, kjer je bila vdova, pa tako naprej, pa da imaš, vidiš, s kom se je oženil, ker s tem vidiš tudi potem, kaj za doto dobijo. Ker včasih pravijo, nekdo je prodal nekomu, ni res, podedval je. Tako je bilo kaj na Brdu, ko sem delala Brdo, je pisal Valvazor, da je bila tista grofica Šratenbachova, lastnica, sploh nobene povezave z Brdskimi, ki pa ona je bila hčerka od Brdskega, ki se je poročila Šratenbachom in tako je šel rok naprej, to je bilo podedovano. To je pa razlika od tega, če ti nekaj kupaš. No, to se pravi, te napake se tudi dogajajo, viri so bili pa to moje, tole imenska knjiga, kronika, potem ta knjiga Dežela knjig stanovi, povalo zelo bila ta cilica. Zdaj, upam, da vam ni bilo preveč dolgčasno, ampak bi še kakšna vprašanja, ali se vam že zelo mudi? Poprašam, je kakšna imenoslovna povezava med Semič pa Semenič? To je tisto, ja. Ker Semič je prej, Simič, oni so rekli Simič, tako so ga pisali, ki izgovarjali Simič. To je še v fazi raziskovanja. Dr. Janez Weiss, on je dol delal v Črnomlju, sva tudi na zvezi. In prav on je prvi rekel, da so bili v sorodu Semenič, ampak to ni isti izvor. Semenič. Bili so v sorodu, ker vitezi semiški se pojavljajo takoj v 13. stoletju že. Semeničov pa takrat še ni. Zanimivo, ker baje se tudi nekje v Bosni obstajali Semeniči. In tako je ena teorija, da so od tam prišli. Ne vemo še. Vemo, da so bili do 15. stoletja, do konca 15. stoletja izredno pomembni, ampak noben se ni ukvarjal z njihovim izvorom. Je pa zanimivo. Kako ste rekonstruirali celotno rodovnik, glede na to, da so v imenski knjigi samo dediči? Kako ste vso širili? Ker nisem rodovnik delala potem. Jaz sem ga delala tudi po drugih virih. No, se je to me zanimivo. Ja, to je, čakajte, se vam lahko pokažem, ampak mi še čist... Tole je ta rodovnik, čak. Tole je, kar je
je plavo označeno, smo danes povedali, ne, drugače pa kar, če ga takole dam. Jaz sem tega imela že pripravljeno, še preden sem te imenske pasme doponevala, ne, takole izgledal. In to me še čaka, vse to sem vam rekla, ne, da takrat sem delala samo tole na področju Semiča, zdaj bom pa nadaljevala za tem, ne. Ravno s tole predavanje me je spodbudilo, da bi to naprej delala in mogoče bo še skošen let ali pa dve. To se pravi, v domih ti objavljeni teh knjigi? Samo ta delček. Tukaj je objavljen sem tisti, ker res, to je bil samo del, jaz sem imela nalogo Semiških. Ampak ker me pa to toliko zanima, sem šla pa še druge izkrata, ne. Samo to še ni dokončano, okrog še ni. Te so bili nekako, ne. Primek Semenič se prenesel tudi na ta dvorec, da tako rečem, Mačarolkov. Ja, seveda. Mačarole, to je bila ena dota od ene od teh Klemkina, ne? No in Mačarole, oziroma ne, ni bila dota, kupil ga je, kupil so ga v Davšpegov, Mačarole in to je Mačarole so imeli kar dolg časa, ne? Tis ne čak od Andreja, Wolfi, potem je bil Mačarole. V krstni knjigi, Župnije Krka, so tudi Semeniči zabeleženi s tem prijem. Tudi, ja, ker oni so tam do srednje 18. stoletja so tam živeli. No, kako sem še delala ta rodovnik v Šivicu? V Šivicu sem pobrala pa ravno tele, ne, iz 18. stoletja, potem pa odkje še, sem že pozabila, to je 6 let tega. Iz Šivice sem jih dobila potem od Torgolca, tisto gradivo za zgodovino Semiča, ne, tiste samo Semiške. Pa po Stoparju sem šla, pa po Valvazorju. Vse te stvari sem skupaj zbirala, ne, in je tole že nastalo, ampak to še zdavne ni končano. Zdaj, ja? Kakšno je bil sistem upisovanja v to imensko knjigo? Kako je kdo prišel naključno? Ali je kaj indeksa tudi potem imenski? No, to sem še hotela, da vam povem. Edin v tej knjigi, 4. sem indekse sledila na začetku. Da piše, na katerih stranih je kaj. Ampak, ko so recimo delali knjigo, so vzeli prejšnjo, napisali imena, vsako stran eno ime, pa začetno, koliko je on prenesel, potem so pa tam nadaljevali. A ne, zato, ker je zanimivo, zdaj žal knjige 5. pa 6. nimam tukaj v tej obliki, a ne, so imena bolj z velikimi črkami, tukaj so bolj mečkami, ste videli, ne. Napisane so ena tudi prečrtana, a ne. Da nekdo je tako naredil, ne. Napisal je enega plemiča, potem je napisal na drugi strani pa njegovo ženo, a ne, ki bo sigurno dedinja ali karkoli, je pisal njegova dedinja, pa je pa njo prečrtil, ker je ona preumrla, ne, pa tako. To je zanimivo, če gledaš, ne, ampak zdaj res nisem imela toliko časa, da bi se po vseh stvarih toliko poučila, ne. Zdaj, če imate še kakšno vprašanje, če bom vedela. Najlepša hvala za pozornost. Mislim, da toliko različnega poslušalstva še nismo videli. Zelo pozornega, glede na količino podatkov, upam, da je vsak vsaj nekaj odnesel, ne upam, ampak verjamem, da je vsak se nekaj odnesel, predvsem nekaj več vemo o imenski knjigi, tudi jaz osebno moram priznati. Jaz sem sicer porala še vprašanja, ampak bo treba to še nadzirati, to bom morala še nekaj različiti. Skratka, najlepša hvala, pa povabljeni lepo 22. aprila, v sredo, od enih, predavala bo naša kolegica arhivistka Barbara Žabota, danes med nami, in sicer bo predstavila najstarejšo, oziroma prvo in edino pravzaprav 16. stoletja antično knjigo evangeličanske občine 16. stoletja, zadnja tretjina 16. stoletja v Ljubljani. To da lepo povabljeni.